Potem, ko smo štartali iz Penanga, šli na letalo, trajekt, smo zdaj končno spičili tale immigration proceduro, ki je bila banalna, ampak pač drugače ne gre. Tako da zdaj smo prišli na Kolipe. Jaz imam rojstni dan! Sam ima rojstni dan! Res je, vse najboljše. Lila, kam gremo? Na kitke, da si jih naredim. Laba. Hej, Ljubek, povej, kje sva? Zdaj sem si naredila kitke. Kaj bova jedla? Pasijonke. Ja. Jaz ga imam. Evo, mi smo začeli tudi kulinarično raziskovanje tega Kolipeta. Moram priznati, da nazadnje, ko smo bila tukaj s Katjo, ne tukaj, na Tajskih otokih, smo bila precej razočarana nad hrano, ampak sem zdaj rekla, da poskusimo iti kar all in, pa pojemo najboljše stvari. Tole je naša terasica in ima dve zelo simpatični viseči mreži. Je pa čez dan zelo vroče, tako da se niti ne zadržujemo preveč tukaj. Pridite z mano v spodnje nadstropje. Tukaj vidimo kar takoj za mano prosto odprti WC. Če kdo more kakati, moramo ostali gor ali pred hiško. Pejmo gor po stopnicah. Srednje varno za otroke, mislim precej nevarno za otroke. Tukaj imamo temo, imamo roletke takole. Za mano je tamle ena postelja za dva in potem še ena postelja pri nogah. Tukaj spi Mic, tamle mi trije z otroki. Imamo mreže za komarje in 3 ventilatorje usmerjene v posle, tako da veste, koliko je vroče. Moramo spati pod mrežami, ker je drugače res noro veliko komarjev, ni klime, ni tople vode. Mi skratka zdaj ugotavljamo, kako se nam dopade tale Kolipe in sicer težko se izognemo temu, da bi ga primerjala, kako je bilo 10 let nazaj, ko smo bila tukaj. In sicer je tako, ful je lep otok, res je lep otok in ima verjetno vse, kar potrebuje za to, da bi bil rajski, ampak je šlo pa nekaj hudo narobe in sicer čisto ga preterali. Obale skoraj ni več, ker so samo še ladje parkirane, ena zraven druge, pa ne tako 10 ladij, ampak to je na desetine, če ne na stotine ladij parkiranih. In ko greš v vodo, v bistvu si, ko bi se kopal v Trsto, v marini noter. Pa še vedno lepa in turkizna in topla. In oči se je zažgal, da se ni namazal sončno krema. Zdaj izgleda vse tak tujsek. Ima pa tudi prednost to, da je toliko turistov se vrnilo v teh 10 letih in sicer ponudba vsega je vrhunska. Mi smo bila recimo 2 leti nazaj, no, smo bili skupaj na Koh Tao in moram reči, da toliko slabo na Tajskem, kot tam še nisem jedel. Bili smo tam 10 dni in je bilo porazno, sem videl tako, fakt ne grem več na Tajsko. Ko smo šli lani na Koh Phuket, pa je bilo tudi zelo okusno. Tu je pa mogoče še rahlo bolj, ker je ponudba zdaj res tudi na celem spektru. Od onih čist uličnih, ko so vrhunske, do malo bolj high-end, če se hočeš malo bolj razvajati. In to pa tudi kar odtehta. Kako na Kokradane smo.
prišli v raj. Želeli smo si malo odklopa na malo bolj divjem tajskem otočku, turkizna voda, ne toliko ljudi. In tukaj smo, za 5 dni se bomo tukaj sprostili in uživali. Ta otoček ni dolgo na radarju teh speedboatov, no. Zdaj so tu postavili nek pomolček, da lahko prideš relativno enostavno iz teh ladic dol. Je pa ta otok brez cest, brez prevoznih sredstev, razen nekih ročno poganjanih kolesc, ki tovorijo prtljago. Mi se bomo obekli v gusarje in bomo sami šli raziskovati in bomo skrili zaklad. Nam so zaprli zdaj letališče v Dubaju, tako da smo se odločili, da gremo s kanujem domov. Oči se hecel, bilo sam malo na okrog s kanučkom. Drugače pa na teh neobljudenih otočkih ni prav ful veliko za delati. Imajo pa vedno za sposoditi kanu, ki stane okrog 3 evre na uro in se potem lahko jakaš po teh kristalno čistih vodah. Dežnik imam, ker dežuje. Vem, lahko je hud. Na tem otočku je samo enih par rezortov in samo enih par restauracij, tako da kar dobiš, dobiš. Enih par plaž ima ta otok in tale tukaj je Sunset Beach, to je ravno nasprotno od naše. Imaš pa tak prijeten polurni sprehod do sem, pa če ga tempiraš pravilno, se vmes ustaviš še na enem koktejlu od tiste restauracije, ko smo mi bili prej, polo jameš pa sončni zahod. Ok, zdaj gremo zakopati zaklad. Počutim se zelo dobro, ampak še ne vem, kje ga bomo zakopali, pa še ne vem, kako ga bomo zakopali. Naredili smo pa zaklad tako, da smo spraznili eno stekleničko in potem smo dali noter nek papirček, ko sem jaz nekaj napisala gor, nekaj hvala gusar, da si našel zaklad, ne? In potem smo dali noče 10 evrov, kovanček, pa še nekaj dinarčkov. Poglejte, evo zdaj mi dva zartom kopljeva luknja za zaklad. Kokradan je v bistvu zelo majhen otoček in mi smo si tega kar malo želeli. Sunrise plaža je v bistvu največja in ima ene 5 rezortov in tam spi večina ljudi. Potem imaš pa čez otoček ene 15 minut hoje čez džunglo, greš lahko do Sunset plaže, si tam pogledaš sončni zahod, tam ni čist nič, nobene restauracije ali pa hotela. V sredini otočka je v džungli en tak luškan rezort z restauracijo, potem pa je že skoraj to. Za mano vidite naše hiške, v katerih smo na Kokradanu. Mi smo vzeli 2, tamle sta Mic in Lila, tukaj sva jaz in Art. Dal bi se tudi za 3 osebe z enim jogijem, ampak mi bi se mačkrat tlačili, tako da smo vzeli kar 2. Ena stane okrog 50 evrov na noč, kar tudi ni tak strošek. Vsaka hiška ima tako lušno terasico, lahko tudi opereš cunje, posušiš, je basic, a ne? Ampak vseeno kar okej vzdrževano. Tukaj smo v spalnici, jaz sem zrinila poslo, da lahko potem Art normalno spi in da ne pada dol. Tole za mano je taka mizica z ventilatorjem, imamo tudi klimo od 6 do 9 zjutraj in
tole je še spalnica. Greš noter, tukaj je zelo vroče, ker je zgori taka stena, v bistvu aluminijasta in plastična. Imamo umivalnik in WC in pa tuš kabino. In trenutno jo ravno čisti tale naša čistilka. Mi smo prišli na Kolanto in smo se odločili, da bomo ta otok raziskovali drugače kot prejšnja dva. In sicer smo najeli tale motorček za 4, tako da zdaj se vozimo okrog in se ustavljamo tam, kjer nam paše. In je super. Prednost Kolante je to, da je v bistvu kar velika in zaradi tega jo lahko tudi raziskuješ. Mi smo najeli motorček, lahko pa se premikaš tudi z avtom. In zdaj gremo v sredino otoka, ki je malo bolj džungelska, pogledat eno kmetijo, eno tajsko kmetijo. Te riževe rezance sama dela. Tole je butterfly pea z limono, torej čaj listov graha in je v bistvu moder, ko ga skuhaš, potem pa če daš kislino, limonin sok, spremeni barvo na vijolično in je prav taka čarovnija za otroke, hkrati pa je okus kot neka navadna limonada, ampak ful dobra. To je to. Tole, kar pa midva zdaj jema, je pa kao soj, kar je v bistvu taka tradicionalna jed bolj iz severa Tajske. Ampak, če ste slučajno pogledali on video, ko smo bili v Maleziji, je ful blizu sorodstveno z asam laksom. Pa sem prišla do svojega zelenega čaja. Da vam pokažem našo sobico na Kolanti. Dobili smo v enem takem kar velikem rezortu in je družinska, to pomeni, da smo vsi 4 v eni sobi, kar je kar redkost, ker družinske sobe grejo precej hitro. Cena je bila tudi luštna, dobrih 100 evrov. In tole je prostor, otroka ima ta pograd, midva pa imava zakonsko posteljo zraven. Takole pa gremo še, tukaj za mano je terasa, je kar velik prostor. Imamo tu televizijo, ki je ne bomo niti slučajno prižgali. Smo že nasmetili vse police, eno delovno mizo z ogledalom in pa takole predprostor za mano in kopalnica s tušem. Imamo topel tuš in klimo. Evo, zdaj smo prvič prišli na bazen in je res hud. Ogromen je, en je otroški bazenček, voda je topla, skoraj malo pretopla in obkrožajo nas, ne vem, a vidite, frangipani različnih barv. Na nam čisto hudi in vse lepo diši. Še tamle za mano je en barček. Bom šla pogledat, kaj imajo kaj. Morja smo se malo naplavali na Kokradanu, tukaj bomo pa še videli. Jaz imam ful rada sončne zahode in me vsi hecajo, ker res hočem vsakega videti, ker nikoli ne veš, koliko sončnih zahodov lepih boš videl v svojem življenju. Tako da uživajmo v tistih, ki jih lahko. Mi smo šli na masažo.
To pa oreščki, arašidi. Tale stričko ima eno boljših ocen na Google za tale pataj, tako da smo šli probati. Božanski. Vidi se božanski. Moj se božanski. Ni sladek, ampak je, ne vem, kak božanski na boku narejen. Ruski okus. Prišli smo gledat sončni zahod, enega izmed najlepših v našem življenju. Tudi na tem otoku je zdaj manjkalo benza, tako da smo mogli tole kar namučiti, da smo našli. Pri eni teti smo kupili eno flašo, pa še tole smo kupili dve. V 40 minut smo se z motorčkom pelali iz severa na jug toka in na jugu, čist na jugu, pa precej enih gor pa dol z motorjem, je en national park, ki ima začrtano pot, 2 kilometra, hodiš po takem deževnem gozdu kot je tale in raziskuješ. In to je naš današnji cilj. Vse si organiziramo okrog tega. Zajtrk, kavica, vožnja, sadje, kosila in tako naprej. Kje je veliko drevo? Nismo videli niti ene opice, v bistvu nismo videli niti ene živali. Samo hodili smo ko majmoni, 2 kilometra, 1 uro po vročini. Hello, do you have coffee? Do you have good coffee? Yes. Mi že ful cajta planiramo naše dneve na takih potokih, tako da greva na Google Maps, pa najdeva tako eno destinacijo, karkoli že je, lahko je kosilo, lahko je neka točka, lahko je karkoli in danes je tale kavarnica sred ničesar, sred ene ful oske potke, na eni taki džungelski cestici. In to je bil cilj in da se doživimo in vidimo ful in od tu naprej se pol zgubimo. Tako da to je danes naš plan. Mi zaključujemo naše raziskovanje teh 3 otočkov. Bili smo na Lipeku, Kradanu in na Kolanti in tako, zdi se nam, da je vsak otoček za neki dober. Lipe je zelo živahen, Kradan je zelo miren in ima čudovito morje, Lanta pa je tako velika, da lahko raziskuješ res več dni in se prevažaš iz enega konca otoka na drugega in ješ v različnih restauracijah. Tako da mi vam definitivno predlagamo, da greste obiskat vsaj 2, če ne vse 3 otočke. Imamo še pa ene 4 ure za zabiti do trajekta, tako da gremo še na eno dobro kavo, eno igralnico za otročke, kosilo in potem na letalo šibamo v Bangkok, pristanemo, najamemo avto in gremo za 5 dni na road trip po severu Tajske. Tako da držite pesti, da bom vozil po levi.